Življenje po diagnozi je vedno podrejeno bolezni, ki posredno vpliva tudi na bolnikove partnerje, družino in bližnje. Zaradi strahu ali nepoznavanja bolezni okolica bolnika pogosto stigmatizira, zaznamovanost pa posameznika lahko spremlja še leta po preboleli bolezni. Konec novembra 2024 je Državni zbor sprejel zakon o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih boleznih, HIV-u in hepatitisu C, do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov, s katerim odpravlja diskriminacijo prebolevnikov. Bolezen je za vsakega že sama po sebi težka preizkušnja in vračanje v življenje je težko za vsakogar. Tako da s tem zakonom želimo vsaj z enega aspekta vsem, ki so bolezen preživeli, omogočiti, da bo to vračanje v življenje med svojce, med družino, v družbo lažje. Vsaj z vidika dostopa, enakovrednega dostopa do finančno-zavarovalnih produktov. Posamezniki, ki se vračajo nazaj v življenje po prebolelem raku, se v praksi pogosto srečujejo s številnimi stigmami. Na eni strani se težko vračajo nazaj na njihova delovna mesta, ker njihovi delodajalci pričakujejo, da so manj sposobni, manj učinkoviti, manj aktivni. Na drugi strani pa v okviru urejanja njihovega finančnega položaja pri iskanju finančnih virov, naprimer za reševanje stanovanjskega problema, so prav tako soočeni na eni strani s stigmo, na drugi strani pa dejansko z diskriminacijo, saj jim je onemogočena pridobitev posojil ali pa sklenitev življenjskih zavarovanj, če pa jim že ni onemogočena, jim je pa saj močno otežena. Preživetje bolnikov z rakom, virusom HIV ali hepatitisom C se v Evropi povečuje. Omenjene bolezni pa postajajo vse bolj obvladljive. Na območju Evropske unije danes živi več kot 22 milijonov ljudi, ki so preboleli raka, med njimi kar tretjina tistih, ki so raka preboleli že pred 10 in več leti. V Sloveniji letno povprečno za rakom na novo zboli preko 17.000 oseb, približno ena tretjina pred 65 letom oziroma 80 do 100 oseb do 19. leta starosti. Zaradi izboljševanja diagnostike in zdravljenja je preživetje bolnikov z rakom vedno boljše, v zadnjem obdobju okoli 60% preživetje v 5 letih, kar pomeni, da imamo v Sloveniji preko 130.000 oseb, ki so imele kadarkoli v življenju postavljeno diagnozo rak. Približno 52.000 od njih je imelo diagnozo postavljeno pred več kot 10 leti. V državnem programu obvladovanja raka smo aktivno podpirali pripravo zakonodaje na področju pravice do pozabe, kar je v skladu z Evropskim načrtom za boj proti raku in pravzaprav tudi ureditvami v drugih evropskih državah. Novi zakon je enak za vse. Posebej pa je namenjen mladim prebolevnikom, ki se z vstopom v svet odraslih želijo osamosvojiti ter si ustvariti dom zase ali za družino. Zakon je seveda namenjen vsem, se pravi, pomembno je v tem zakonu, da izenačuje tiste, ki so preboleli raka, okužbo z HIV in hepatitisom C. Zdaj, kdaj so upravičeni do pozabe oziroma kdaj ta pravica pozabo stopi v veljavo? V 7 letih po primarnem zdravljenju raka, za prebolelo okužbo s HIV je to 1 leto, za hepatitis C pa 3 mesece. Še posebej pa je seveda ta zakon pomemben za mlajše odrasle. Ti so tisti, ki ponavadi po preboleli bolezni oziroma v tem starostnem obdobju potrebujejo kredit, da si uredijo življenje, recimo za stanovanjski kredit ali pa tudi za življenjsko zavarovanje. Tako da, čeprav je zakon namenjen vsem, pričakujemo seveda največjo korist za populacijo mlajših odraslih. S sprejetjem novega zakona se Slovenija postavlja ob bok državam Evropske unije, ki so pravico do izbrisa v zadnjih letih že zakonsko uredile in tako storile korak dlje pri uveljavljanju pravic onkoloških prebolevnikov ter oseb, okuženih z virusom HIV in virusom hepatitisa C, pri sklepanju zavarovalniških in finančno-kreditnih pogodb. V Združenju Evropa Dona Slovenija pozdravljamo končno sprejetje zakona o pravici do pozabe, kot mu radi rečemo, oziroma zakona
o enakih možnostih do dostopa do življenjskih zavarovanj in finančnih inštrumentov za osebe, ki so se srečale z diagnozo rak. Zakaj je ta zakon za nas pomemben? Vedno več ljudi, tudi žensk v primeru raka dojk, zboleva v času, ko smo še delovno aktivni ali pa mlajši, in ta diagnoza nas zaznamuje na večjih področjih življenja. Ne samo za časa zdravljenja, ampak tudi za naprej. Po diagnozi nimamo več enakega dostopa do teh pravic, zato smo zelo veseli, da bomo s tem zakonom vsaj del neenakosti odpravili. Zakon o pravici do pozabe je zelo pomemben. Pravica do pozabe ni ustavna pravica posameznika, zato je pomembno, da smo jo uredili zakonsko. Smo 10. država v Evropski uniji, ki je to pravico uredila v zakonu. Zelo pa je pomemben z vidika zagotavljanja enakosti med vsemi ljudmi. Zakon o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih boleznih do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov. Za nov začetek brez ovir.